Dobrodošli v novem videu in mislim, da vsi vi, ki investirate v stock market, verjetno iščete neke heke, skrivnosti, stvari, ki vam bojo pomagale, da bo investiranje lažje in pa da boste v investiranju bolj uspešni. In zato vam bom jaz danes povedal tri neke take, kakor life heke, ki vam bojo v bistvu pomagali pri investiranju. Zato, ker če boste vi sam kupovali neke delnice, ki vam jih predlagajo eni drugi, je to najslabša stvar, ki jo lahko naredite, zato ker pri tem vam manjka ta pravi proces, ta pravi mindset in pa ta prava psihologija za temu in ne boste mogli iti čez vse vzpone in padce te delnice. In zato se pravi vam danes povedal te tri stvari, tako da dajte, če si boste zapomnili kjerkoli video za investiranje, je to ta pravi video, zato ker če se boste teh treh stvari držali, je zelo velika verjetnost, da boste uspešni pri investiranju. Preden pa gremo v video, bi pa vas rad še enkrat spomnil, da je najin Mac giveaway še vedno on. Pejte na najin Instagram, zadnja pin slika z Jeepom, gor vse piše, kaj rabite narediti, da sodelujete v giveawayu. In pa joinite se še naši Discord skupini, če bi radi ljudi, ki jih isto zanimajo te stvari in se z njimi pogovarjali v bistvu o investicijah in podobnih stvareh. Ok, in prvi kakor life hack je v bistvu, da imate vi ta prav proces pri izbiranju delnic. In če sem čisto iskren, je v bistvu proces še najlažja stvar, od teh treh stvari, se pravi proces, ta prav mindset in pa ta prav tak emotional strength, ki ga rabite za kupovanje delnic. Vem, da si veliko od vas misli, da je drugače, ampak proces je res od teh stvari še najlažji. Zato ker proces enkrat, ki ga imate, ga v bistvu pri vsaki delnici sam copy-pastate. Tako da najtežja stvar je v bistvu sam dobiti ta proces, ampak bom pa tudi o tem delu kasneje videe, pride serija, kako v bistvu zbrati delnice. Ampak ja, ne bom tega govoril v tem videu. Zato, ker proces je v bistvu samo en postopek, kako vrednotite podjetje in se pol na podlagi tega odločite za nakup. In tukaj si morate zapomniti, da kaj enkrat ovrednotite neko delnico, se pravi, manj ko boste pol plačali za to delnico, več je v bistvu šanse, da bo to uspešen investment. Zato, ker bo vaš ta margin of safety bo večji. No in kako pa dobite ta margin of safety? Morate imeti pa tukaj v bistvu ta prava psihologijo pa mindset za investiranje. Da boste v bistvu, ko bojo šle delnice dol, ko bojo vsi govorili, da ne kupiti in da boste takrat kupili, če se vam bo zdela seveda delnica undervalue. Če vam dam recimo en primer, recimo če vzamem Google stock in mislim, da je vreden $100. Trenutno je pa Google na $90, približno. No, teh 10 evrov bo pol moj margin of safety. Zdaj pa rečemo, da Google recimo pade na $75. A bom jaz pa ničaril pa prodal zdaj, zato ker je Google na 75? Ne bom, zato ker mislim, da je vreden $100. A bom jezen, zato ker sem ga kupil na 90, pa je zdaj 75? Tudi ne, zato ker se še vedno bom še enkrat pogledal Google, če se mi bo še vedno zdaj vreden $100, bom v bistvu vesel, da je 75 zdaj, zato ker ga bom lahko bavil še več in bo v bistvu teh 25 evrov bo pol moj margin of safety. No, ampak tukaj pri procesu morate v bistvu najti, kakšen proces odgovarja vam. Meni recimo odgovarja bolj kupovanje nekih večjih podjetij, ki se mi zdijo, da se prodajajo za manj, kakor so vredna. Ampak kakor sem pa rekel, bom pa naredil še več videov na to temo. No in tukaj pridemo do drugega life hacka, ki je v bistvu povezan s tem, da znate prepoznati, v kakšnem stanju oziroma kje je pač celoten market. Se pravi, tukaj ne gledamo samo enega stocka, ampak gledamo market kot celoto. No in tukaj jaz zelo rad gledam en indikator, ki nam vedno lahko pove, v kakšnem stanju je market. In temu indikatorju se reče stock market to GDP ratio. Je točno to, kar pove ime, in sicer je to vrednost celotnega stock marketa pač v Ameriki proti GDP-ju v Ameriki. GDP je pa
enako, kot je hleb BDP, pač bruto domači proizvod. Temu indikatorju se reče tudi Buffett indicator, zato ker je enkrat Warren Buffett rekel, oziroma ga uporablja Warren Buffett in enkrat je rekel, da je to najboljši indikator, ki v bistvu lahko kadarkoli pokaže valuation celega marketa. No in trenutno smo na tem indikatorju na okoli 150%, kar je skoraj dvakrat večje od povprečja. Torej, ne bi bil market trenutno za približno 50% overvalued. In kar je pa meni še bolj scary v bistvu, je pa, da smo trenutno na večjih levelih, kot smo bili v letih 2000 in pa letih 2007. In kar je dosti scary je, da po teh 2 letih se v bistvu sledila res taka huge crasha. No in če si malo pogledamo, kako je ta indikator povezan z returni. Se pravi, skozi zgodovino, večja kot je bila cifra na tem indikatorju, manjši returni so pol sledili v prihodnosti. Kar je v bistvu dosti logično, ne? Ker če večjo ceno kot plačaš za neko delnico, manjši bo pol tvoj return. No, ampak a to pomeni, da mora zdaj market dropati nujno 50%? Zdaj ni nujno, ta indikator je nad povprečjem že kar dosti let in ampak na eni točki se bo mogel v bistvu vrniti na to povprečje, zato ker povprečje so tako narejena, ne, da pač kdaj bo pod povprečjem, kdaj bo nad povprečjem, ampak večinoma je pač povprečje, zato se temu tako reče. Tako da ne biti hle delusional pa misliti, da bo to skozi nad povprečjem, zato ker to pač tako ne deluje. In najverjetneje bo na eni točki stock market še dropil, ali bo to naslednji let, ne vemo, ali pa bo šel GDP toliko gor pač, da se bo tako v bistvu uravnotežilo to razmerje, ali pa kar se bo najverjetneje zgodilo, v bistvu kombinacija obojega. No in tukaj pridemo do tretjega hacka, zato ker vse to, kar sem razlagal v tem videu, se pravi za vse to, za investiranje v posamezne delnice, vi rabite v bistvu kar veliko časa posvetiti temu in rabite kar močen emotional strength, ki ga večina folka res nima. Zato ker morate se zavedati, kot sem prej rekel, vrednotenje podjetij je res v bistvu ta lahek del, težek del je polka vaša delnica pada in ne veste zakaj, ne veste, a ste se pravilno odločili. Se pravi, ta emotional side investiranja, to je v bistvu ta težek del pol. No in tukaj pridemo spet do DCA-janja v ETF-e. Če ne veste, kaj je DCA-janje v ETF-e, se pravi DCA, Dollar Cost Averaging, v razne ETF-e, ki ponavadi predlagam te, ki spremljajo neke indekse, tako kot je S&P 500, imate ETF SPY in ja, to bi v bistvu predlagal 90% folka, bi raje predlagal DCA-janje v ETF-e, kot zbiranje posameznih stoksov. Tudi če je market overvalued trenutno, kar sem prej rekel, se to še vedno splača. No, zato ker, če si pogledamo, kako gre stock market, vemo, da čez dolg čas gre takole, ampak vmes pa nekako takole, se pravi niha. In tudi če boste bavili kle, ki je overvalued, nekako če boste bavili povsod, boste averageali to črto. In na dolgi rok boste averageali nekje tam 10%, mogoče malo manj v ETF-u, kot je S&P 500. Tako da, kdaj boste overpayali, kdaj boste underpayali, ampak averageali boste okoli 10%, kar je veliko več, kot average povprečen actively managed ETF. To so te ETF-i, ki jih v bistvu aktivno upravljajo, se pravi prodajajo stokse, pa selajo stokse v njih. In v bistvu je bilo narejena raziskava, da 80% teh ETF-ov underperforma S&P 500. Torej, če te ETF menedžeri, ki imajo nek Harvard degree, ne morejo outperformati marketa, ga najverjetneje tudi vi ne morete. Tako da, kot sem rekel prej, 90% ljudi bi predlagal DCA-janje v ETF-e. Imam pa v bistvu še eno boljšo strategijo, ki bom pa naredil tudi v prihodnosti video o njej,
ki pa v bistvu kombinirate ta stock market to GDP ratio z DCN-jem in v bistvu strategija je v glavnem sam, da ko je podpovprečen stock market to GDP ratio, pač več DCN-jete in to pa pride do boljših returnov. Bom pa naredil izračune še v enem drugem videu. In ja, to je bilo v bistvu to za ta video, 3 hacki, ki se mi zdijo res pomembni. Če boste te 3 hacke upoštevali, boste najverjetneje uspešni v investiranju. Ja, to je to. Zafollowite na IG-u, prečekirajte Bybit, link v descriptionu, pa se vidimo v naslednjem videu.